prijem zvečer nazaj, a je prišla prtljaga? Ne. Ni je bilo. Naslednji dan kličem, ne javljajo se. In jaz ko, pač rekel sem mi, da prijem na letališče. Grem zdaj na letališče, vzemem Uber in se furam 40 minut na letališče in prijem do tega istega šalterja. Jaz sem prišel po prtljago. Potem tako, imam vašo prtljago. Jaz ko, super. A veš, v sistemu je videla. Ja. In ona išče, nimam prtljage. Ne. Jaz ko, kje pa je moja prtljaga? In ona tako, ne vem. Kao pete z mano in grem z njo v skladišče, ker je tako bilo 300 kovčkov zgubljenih in ona tako, da je tukaj poišč. Ja, svoj kovček. Ne. In jaz iščem, tako 3-krat sem šel okol, ona stoji tam in jaz ko ni mojega kovčka. Fuck. In ona tako prije nazaj, kao neki kliče. Ja, danes bo prišel zvečer v hotel. Pa jaz ko ne verjamem ti. Zato, ker 3-krat ste mi rekli, jaz se zdaj sem prišel, tako, imaš feeling, da se ti hoče znebiti, sem tako za 2 urci, da se ti znebi. In pa bo nova prišla v službo in bo to njen problem. Tak feeling imaš, a veš. In jaz tako vmes chat GPT-om, kaj ne naredim. In on tako, ne id stran od tega šalterja. Dokler ti oni ne povejo točno, kje je tvoj kovček. Oni morajo to vedeti v sistemu. In jaz res njej. Jaz ne grem stran od tega. Tako, ja, ne moram pomagati. Pa jaz tako, kje je supervisor? Ona tako, pride čez 10 minut sem. In jaz tako, čez 15 minut, kje je supervisor? Pa ona tako, ja, ne more prideti. Jaz tako, pokličite ga. In ona ga kliče in da meni na telefon neko gospo. In ona tako, pride popoldne v kovček. Ne morem vam nič informacij, vam ne morem dati. Kje je kovček? Nič ne morem, ne.